Danes smo rešili približno 100 dvoživk, 100 krastač. Po zaključku nočne akcije pri cesti za tremi ribniki v Mariboru se šteje koordinatorica Iris Petrovič. Je to zdaj dobra noč, koliko jih je bilo kaj največ? Ja, to je dokaj dobra noč, največ jih je pa bilo čez 200 na noč. Reševanje dvoživk, ki poteka v sodelovanju z mestno občino Maribor, poteka vso noč. Startavamo vedno ob 21. uri, zaradi tega, ker se dvoživke množično premikajo po noči, čez dan le ob deževnih dneh. Ja, seveda pa se premikamo po cesti, kajti ravno na cesti rešujemo dvoživke in seveda na cesti moramo paziti tudi sami na promet, sicer imamo odbojne jopiče, svetilke, s katerimi nakazujemo svojo prisotnost, ampak nekateri vozniki še vedno ne upoštevajo omejitev in ne pazijo na nas na cesti. To je ampleksus, se temu reče, ko je samec gor na samici. To so tudi ampleksusi. Mnogo ljudi bi imelo pomisleke prijeti žabo, krastačo v roke. Ja, ljudje še danes mislijo, da so te živali, da je recimo, da te krastača polula, pa dobiš potem nekakšne izpuščaje ali bradavice. To v bistvu ni res, lahko se jih normalno prime, je pa treba paziti, ker imajo zelo občutljivo kožo, da imamo recimo vsaj malo navlaženo roko, da se jih potem prestavi kakšne posode in se potem varno preseli, drugače pa niso tako uhabne, kot so videti. Da človek veliko prej poškoduje krastača kot ono njega. Ja, definitivno. Krastača v bistvu človeka ne poškoduje, ima sicer te strupne žleze, ampak človeku niso nevarne, to je bolj mišljeno za te njene plenilce naravne. Bila bi nevarna recimo, če bi jo dobesedno v usta vzeli. Zdaj, tukaj smo videli to zaščitno ograjo, ki preprečuje žabicam, da bi šle preko ceste. Morali ste jo postaviti, koliko kaj s tem dela? Ja, v bistvu samo organizacija akcije kar nekaj dela. Ograje postavimo običajno v enem dnevu, kolikor imamo večjo skupino, ki pomaga pri postavljanju ograje. Enako dolgo se ograja podira, kar so pri društvu storili včeraj. Kako pa pravzaprav poteka selitev dvoživk? Na začetku selitve se v bistvu vse, tudi tako samci kot tudi samice, premikajo proti mrestiščem. Mrestenje poteka teden do 2 tedna, potem pa se tiste prve žabe že vračajo nazaj. Nekatere, ki so pa kasneje pričele s selitvijo, tiste pač še vedno grejo v smeri mrestišč. Koliko se vas tukaj dnevno zbere za reševanje žabic? Akcija je vedno bolj poznana, tako da na noč pride tudi po 20 prostovoljcev, ki pomagajo pri akciji. Če bi morali oceniti do zdaj, koliko ste jih že rešili letos? Letos smo jih rešili čez 1000, smo jih pa 2 leti nazaj rešili tudi že po 1600. Nevarnost za žabice predstavljajo predvsem avtomobili, ki so med reševanjem mimo nas pogosto peljali z nezmanjšano hitrostjo. Včasih se je težko izogniti žabam na cesti, ampak če se le da, bi šoferje opozorili, da mogoče upočasnijo malo vožnjo, pa da se nekoliko izogibajo, da ne vozijo direktno preko njih. Bilo bi pa tudi fajn, če bi recimo se v prihodnosti omislili kakšne te informativni znaki, da bi se vedelo, kje potekajo te selitvene poti teh dvoživk in bi tako zaveščali tudi šofere, da bi bili na teh mestih bolj pozorni. Kako se sporazumejo, da tudi zdaj samico išče? Ko bo naletel, je prva prim tonika pa stacami odriva ali pa se oglasita. Kaki tudi zdaj beg tiši, ko je že na samici gor. Viš? Viš, tako se konkurenca zbija.